Do drznega ropa je pred dnevi prišlo v Litiji, kjer je v eno izmed hiš vlomila četverica zamaskiranih moških. No ja, da bi bilo čudno, če ne bili zamaskirani. Ker pa jih je lastnik med ropom zalotil, so se mu enostavno predstavili kot policisti in nadaljevali s krajo. Policija četverico še išče, delo pa jim olajšuje dejstvo, da so glede na ukrepe vsi štirje morali biti tako iz iste občine, kot iz istega gospodinjstva. Ker se november bliža koncu, po vsej državi že potekajo priprave na veseli december, ki pa bo letos milo rečeno drugačen. Po večjih slovenskih mestih bodo še vedno sijali okraski in lučke, ampak bodo tam samo za policaje. Ker so edini, ki smejo biti po 9. uri zunaj. Tudi naš prispevek o koprski Čudolandi bo letos drugačen, saj vam bomo lučke še vedno lahko pokazali, ne bomo pa vas smeli povabiti, da si jih pridete ogledati. Kljub temu pa v nekaterih slovenskih mestih ostajajo optimisti. Še vedno se nadejamo, da bo mogoče na Trgu Leona Štuklja organizirati drsališče in snežni tobogan. Tudi druge lokacije v mestnem jedru bodo praznično okrašene s svetlobnimi instalacijami. O ja, drsališče. Komi čakam, da NIJZ izda priporočila za varno drsanje. To bo najbrž dovoljeno samo ob vzdrževanju 5-metrske razdalje. Pogoj za izposojo drsalk pa bo, da si predhodno razkušite noge. Optimistični pa niso le v Mariboru, ampak tudi v slovenski občini z najvišjo turistično takso, v Kidričevem. Tam se bodo še posebej posvetili družinam, ki so se znašle v socialni stiski. Predvsem želimo nekako obdariti ob Miklavžu. Vsako leto smo jih povabili na srečanje, letos tega ne bo. Bomo se pa nekako na njih spomnili. Bo pa tudi prišel Božiček, smo že bili na vezi z njim. A se meni sam zdi, ali župan Kidričevega še vedno verjame v Božička? Ali to, ali pa je prišlo do pomote in so v zvezi z decembrskim rajanjem bili na vezi s krekom. Nekaj je bilo. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.